občutki, zdaj, ko so prišli rezultati, kaj vam je najprej šilno v glavo, na kaj ste najprej pomislili? Najprej sem pomislil na to, da so želje najlepše, dokler se ne uresničijo. Ko se uresničijo, postanejo realnost in takrat pride velika odgovornost, zaveza, delo in to je tisto, kar nas čaka. Kako zdaj Desus, se boste povezali tudi s Desusom, načrtujete kaj? Čakajmo. Desus je bil član sedanje koalicije. Že pred volitvami so povedali, da ne izključujejo sodelovanje tudi v kakšni drugi. Zdaj so volitve mimo, zdaj bodo naredili oceno, izrazili neko svoje mnenje, medtem bodo rezultati postali bolj uradni in videli bomo, kaj bodo razgovori, do katerih bo zanesljivo prišlo pokazati. Kakšno opozicijo pričakujete? Opozicijo? Tako kot v prejšnjem mandatu, konstruktivno? Bilo bi preoptimistično in celo utopično misliti, da bi si lahko v novem mandatu oblikovala takšna koalicija, ki je bila tako korektna in konstruktivna, kot je bila dosedanja v tem mandatu. Upam, da se bo temu vsaj približala. V tem mandatu so bile strani opozicije zelo pomembne stvari, koraki narejeni. Dana je bila podpora za dvotretjinsko večino za spremembo ustave glede pokrajin. Hrvaška ni bila eksploatirana v predvolilne namene, kar je bilo v času, ko je bila sedanja koalicija v opoziciji. Upajmo, da so iz tega tudi oni kaj potegnili in razumejo, da mora politika, da povezovanje v politike ne pomeni samo povezovanje strank v koalicijah, a pomeni tudi povezovanje ob nekih argumentih, ob nekih projektih in ne samo znotraj parlamenta, z nevladnimi organizacijami. Temu želimo dati velik poudarek, z javnostjo kot tako, s strokami. To je velik izziv povezovanja in vključevanja v politiki. Akademik Kos je v petek šokiral javnost, tudi mene osebno, s tem, ko je razglasil voditelje opozicijskih strank za tretje razredne. Slovenija ne želi takšnih delitev in prizadevali si bomo za to, da bi vsi enako prvorazredno lahko sodelovali v javnih razpravah o javnih stvarih. Kdaj se začne proslava oziroma nazdravljanje? Ne vem, nocoj vsi bodo več od mene, tako da jaz nisem talentiran za to. Najlepša hvala.